Lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije se je prejšnji teden mudila na delovnem obisku v Posavju. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Brežicah, zatem pa so sledili ločeni programi premierja in ministrov. V okviru obiska so se srečali s predstavniki občin, podjetij in drugih organizacij. Ob obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo so v Krškem podpisali sporazum za obnovo lokalne ceste med Podbočjem in Kostanjevico na Krki. Cesta med Podbočjem in Kostanjevico na Krki je v precej slabem stanju in zato potrebna prenove. Služila bo tudi obvozu v času izgradnje novega mostu čez Krko na Brodu pri Podbočju. Ja, danes smo podpisali sporazum in sicer se pripravljamo na izgradnjo novega mostu v Podbočju, ki je na državni cesti, tako da smo veseli in se zahvaljujemo Ministrstvu za infrastrukturo, kajti pristopili smo k tako imenovani lokalni cesti, obnovi lokalne ceste, ki bo služila za čas obvoza, ko se bo gradil. In sicer ta cesta poteka v večjem delu tudi po občini Kostanjevica na Krki, tako da je danes sporazum pomemben za dve občine. Dolžina ceste, ki poteka po kostanjeviški občini, meri 2,5 km. Sama investicijska vrednost po popisih del, pa po projektu, ki ga je izdelala občina Kostanjevica na Krki, je predračunska vrednost 570 tisoč evrov, ki naj bi jo financirala Republika Slovenija, Direkcija za ceste. Direkcija in Ministrstvo za infrastrukturo bomo to cesto najprej obnovili, nato naredili seveda posnetek začetnega stanja, po končani izgradnji mostu pa seveda vzpostavili cesto v tak pravi nivo, torej na koncu bo imela lokalna skupnost ne samo obnovljen most, temveč tudi novo lokalno cesto. Na podpisu sporazuma je bil prisoten tudi poslanec v Državnem zboru Dušan Šiško, ki je podal pobudo za njeno obnovo. Najprej na odboru za infrastrukturo sem dal predlog, da bi mogli nekako urediti to cesto, kajti jo poznam dobro in vem, da je uničena že več let. Sem potem tudi sprožil še poslansko vprašanje in vsekakor je prišlo nekako do pogovorov, s tem, da sem tudi obvestil še župana Kostanjevice na Krki. Dobili smo se večkrat na DRSI-ju in prišli do končnega zaključka, da je treba to cesto urediti. Tako v Krški kot Kostanjeviški občini si želijo čimprejšnje obnove lokalne ceste. Po besedah Miheliča bo ta dokončana v letošnjem letu. Kar se tiče mostu, še ni natančne časovnice, se pripravlja ustrezna projektna dokumentacija, seveda mora biti to storjeno prej. Na srečanju je beseda tekla še o nekaterih drugih cestnih odsekih, ki so potrebni obnove in so v domeni države, kot je denimo obnova ceste Krških žrtev. Fakulteta za energetiko je bogatejša za novo raziskovalno opremo vredno dober 1 milijon evrov, ki nadgrajuje že obstoječo opremo njihovega inštituta in sovpada z razvojem družbe na področju energetike. V sklopu vladnega obiska se je njene predstavitve udeležil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Mitja Slavinec. S pridobitvijo nove raziskovalne opreme so na Fakulteti za energetiko naredili velik korak v samem razvoju tako osnovnega kot uporabnega raziskovanja in navsezadnje tudi pri samem pedagoškem delu. Te opreme za več kot 1 milijon evrov, ki nekako nadgrajuje že obstoječo opremo Inštituta za energetiko in sovpada z razvojem družbe na področju energetike. Opremo so pridobili v okviru projekta RIUM, ki je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ko vidimo, kako znanost ve tesno sodelovati z potrebami gospodarstva in siceršnjega okolja na tem mestu in še toliko bolj, kajti to je pa res zelo, zelo neposredno podprto z raziskovalno opremo, ki je bila investirana na pravo mesto in tudi pravilno izbrana, saj smo se lahko prepričali, da so ti kosi raziskovalne opreme tisti, ki bodo dali nova znanja in pa seveda tudi novo dodano vrednost. Predstavitve se je udeležil tudi rektor Univerze v Mariboru. Še posebej me veseli, da se razvija zelo intenzivno tudi na raziskovalnem področju in prav današnja priložnost pravzaprav vpeljava nove opreme velikih vrednosti kaže na perspektivo fakultete in področje, ki jih pokriva in seveda možnosti, ki jih ima v prihodnje, da bo s to novo opremo tako na področju temeljnega raziskovanja kot tudi na področju izpolnjevanja pričakovanj okolja, torej industrije, igrala zelo pomembno vlogo.
Še v tem letu bodo na Fakulteti za energetiko pridobili raziskovalno opremo v vrednosti 300 tisoč evrov, ki bo nadgradila del laboratorijskega izvajanja. Kar je pomembno predvsem za hidroelektrarne, kot vemo, se še načrtuje gradnja zadnje hidroelektrarne v verigi spodnje Save, kar bo pa seveda pripomoglo k raziskavam na področju izlivnega polja in drugih problemov, ki se še pojavljajo. Projekt RIUM je večletni. Prvi del v vrednosti 30 milijonov evrov je že bil realiziran, zdaj nadaljujejo s tako imenovanim projektom RIUM 2, ki bo prav tako vreden približno 30 milijonov evrov. Kjer prav tako predvidevamo dodatne sredstva za opremo in veseli nas, ko na terenu vidimo, da so ta sredstva več kot dobro naložena in da koristijo znanosti, prenosu znanja v gospodarstvo in pa širši družbi. Na Fakulteti za energetiko pa si želijo v okviru projekta Innovum, ki poteka na Univerzi v Mariboru, pridobiti lastne prostore v Vrbini za izvedbo pedagoškega procesa. Zemljišče imajo že zakupljeno in načrtujejo, da bodo kmalu začeli z gradnjo prostorov, kjer bo Fakulteta za energetiko imela tudi svoj sedež. Vladni obisk so zaključili z javno tribuno o razvoju posavske regije, na kateri so sodelujoči izpostavili vprašanje gospodarskega središča Feniks, hidroelektrarne Mokrice, beseda pa je tekla tudi o novih investicijah v splošni bolnišnici Brežice. Pred meseci smo že poročali, da namerava Krka v Krškem graditi nov obrat Sinteza 2. Ob tem so v Krškem izrazili dvom, saj da je s strani investitorja podanih premalo informacij. Novomeški farmacevt je sicer že pridobil gradbeno dovoljenje, zdaj čakajo na okoljevarstveno soglasje. V Krki med drugim napovedujejo tudi srečanje s predstavniki krajevne skupnosti mesta Krško in ponovno predstavitev projekta na seji občinskega sveta. Krka bo v Krškem širila svojo dejavnost. Gradbeno dovoljenje za projekt Sinteza 2 so že pridobili, čakajo še na okoljevarstveno soglasje. Računajo, da bodo z gradnjo lahko začeli v sredini letošnjega leta. Tukaj bi povedal, da mi pričakujemo, glede na to, kakšna je zakonodaja, pa kakšne so aktivnosti različnih skupin in interesnih skupin, kakšne pritožbe, in to bo vzelo potem še par tednov. Pač taki so postopki. Sicer pa nameravajo projekt natančneje predstaviti lokalnemu prebivalstvu, ki je zaradi pomanjkanja informacij glede same naložbe pred časom že izrazilo dvom. V sredini februarja obveščamo tamle ljudi iz krajevne skupnosti okoli tega kraja, kjer je tovarna, o tem projektu, kaj se bo tam delalo, kakšna je naša skrb za okolje in tako naprej. In tudi ena delovna skupina bo to predstavila v sredini februarja na občinskem svetu, članom občinskega sveta občine Krško, ki je zdaj mestna občina Krško. V obratu Sinteza 1 je trenutno zaposlenih okoli 100 ljudi, v Sintezi 2 pa bi dodatno zaposlili še nekaj 100 sodelavcev. Naša strateška lokacija za proizvodnjo surovin in razvoj surovin je Krško. S tem, da imamo in bomo tudi ohranjali tukaj v Novem mestu. Samo v Novem mestu je problem, da mi nimamo se več kam širiti. Gradnja naj bi predvidoma trajala 2 oziroma 3 leta. Skupina Krka je sicer v lanskem letu ob 1,5 milijarde prometa ustvarila 305 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 5% več kot v letu 2020. Na okrožnem sodišču v Krškem tudi v drugo ni prišlo do odločitve o poslovodstvu družbe GEN-I. Po naših informacijah so odvetniki družbe GEN-I predlagali imenovanje enočlanske uprave pod vodstvom Igorja Koprivnikarja, medtem ko GEN Energija vztraja 4-člansko upravo v sestavi Martin Novšak, Jure Soklič, Igor Kržan in Primož Stropnik. Na osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja se že dlje časa soočajo s prostorsko stisko. To so začasno rešili z najemom hiše na Vidmu, v kateri poteka pouk za 4 oddelke. Trajna rešitev je nova šola. Lokacija zanjo je znana, gre za območje v starem mestnem jedru Krškega v neposredni bližini občinske stavbe, za katero so na seji občinskega sveta mestne občine Krško sprejeli predlog sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Sprejeti dokument je osnova za nadaljevanje projekta, tako za pridobitev gradbenega dovoljenja kot drugih posegov v prostor. Mestna občina Krško bo razpisala javni natečaj, kar narekuje po zakonodaji. No in na osnovi tega bomo potem tudi lahko pridobivali naprej postopke za gradbeno dovoljenje in potem tudi umeščanje objekta v NRP in izgradnja. Seveda je to še kar nekaj vprašanj do takrat, kdaj in kako. Stavba, v kateri domuje osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, je bila zgrajena v začetku prejšnjega stoletja, za potrebe današnje populacije otrok, ki se izobražujejo v njej, pa že zdavnaj ni več primerna. V idejni zasnovi je ta objekt lociran tako, da bi bila kletna etaža z garažami, potem pritličje in etaža z mansardo in pa telovadnico zraven. Vsi prostori bojo prilagojeni otrokom oziroma učencem s posebnimi potrebami in pa tudi ostalimi, gibalno oviranimi in pa tudi ostalimi, to se pravi od avtizma do slepih, slabovidnih, vsi ti, ki obiskujejo naše programe. Ocenjena vrednost projekta znaša več kot 7 milijonov evrov, v Krškem pa si prizadevajo za umestitev šole kot inštitucije regijskega pomena. Kajti v to šolo obiskuje približno 70% učencev iz občine Krško, ostali pa prihajajo iz ostalih posavskih občin, pa tudi iz Kozjanskega in Šentjerneja. Potrebe po novi šoli so zares velike. Ker v matični stavbi ni prostora, so rešitev našli z najemom hiše na Vidmu, ki je postala dislocirana enota za 4 oddelke. Direktor galerije Božidar Jakac, Goran Milovanovič, je postal ime tedna na Valu 202. Galeriji je Forum slovanskih kultur v Beogradu nedavno podelil posebno priznanje za kreativnost, nagrado Živa 2020. V nemški vasi pri Krškem je potekalo srečanje gibanja Povežimo Slovenijo, ki združuje 5 političnih strank, na katerem so izpostavili pomen nujnosti skladnega razvoja Slovenije. V gibanje se povezuje 5 strank, in sicer Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije, Konkretno, Nova ljudska stranka in Nova socialdemokracija. Menijo, da je to odgovor na trenutne razmere v slovenskem političnem prostoru, ki je vse preveč razdeljen in se polarizira, in da je nujno, da zgradijo most na politični sredini. V Slovenski ljudski stranki smo se ves čas zavzemali za enakomeren razvoj države, krepitev lokalne samouprave, regionalizacijo, enakomeren razvoj močne slovenske občine, ki na drugi strani tudi podpiramo razvoj kmetijstva, tudi sam v okviru, kot sem že dejal, v okviru Evropskega parlamenta poskušam v konceptu pametnih vasi na nek način narediti sodoben koncept razvoja 21. stoletja za Slovenijo, za slovensko podeželje, in naše stranke so tu enostavno tiste, ki zagotavljajo ta enakomeren razvoj. Ob ohranitvi čistega, vzdržnega okolja za prihodnje generacije zagotoviti v čim večji meri prehransko samooskrbo, ekonomsko neodvisnost, tekmovalnost v ekonomskem smislu na svetovnih trgih in pri tem še ohraniti duhovno podstat slovenskega človeka. Glavni naš program temelji na tem, da želimo ustvariti Sloveniji enakomeren razvoj za vse regije. Da bo v vsakem delu naše domovine za mlade generacije možno dobiti dobro plačano delovno mesto, ustvariti družino in pa delati poslovno kariero. Počivalšek je ob tem dodal, da želijo združiti 3 centre, in sicer liberalni, ljudski in zeleni center, a ostajajo odprti za ostale, ki se jim želijo pridružiti. To je izpostavila tudi koordinatorka gibanja Nada Pavšer. In ker smo odprti tako na levo sredino kot na desno sredino, pričakujemo, da se nam bodo še pridružile kakšne stranke, kar bi bilo samo dobro za Slovenijo. Predsednik Nove socialdemokracije Andrej Magajna je pri nastalem gibanju našel vzporednice z Demosom. Povežimo Slovenijo smo raznobarvni in to bomo tudi dokazali svojim dejanjem. Ta raznobarvnost je pa nasprotje temu, kar se je pravzaprav v teh 30 let zgodilo. Slovenija se je namesto iz pluralizma razvila v dvostrankarski sistem in eden od ciljev te naše koalicije bo tudi reforma volilnega sistema. Podpredsednik Zelenih Slovenije Zvonko Lah pa je poudaril, da imajo podoben program kot ostale stranke, želijo pa v gibanju predvsem preseči strankokracijo in polarizacijo. Mi kot Zeleni seveda bomo tu nek korektiv, da bomo skrbeli, da
gospodarstvo ne bo presegalo neke mejne vrednosti, bomo čuvari znotraj tega, poleg tega pa tudi kreirali politiko, razvojno politiko te države. Dodal je še, da se bodo zavzemali za enakomeren razvoj podeželja in ustanovitev pokrajin. Poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice prejšnjega tedna na portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnji torek.